Res nam ni težko odpraviti se malo dlje, da vam pokažemo številne raznolikosti bivanja in arhitekture, ki jih premore naša dežela. Tokrat nas je torej zaneslo na severovzhod države, na Goričko. Kot pove že samo ime, gre za razgibano gričevnato pokrajino, kjer najvišja nadmorska višina dosega zgolj 418 metrov. Pokrajina ni poznana le po svoji reliefni razgibanosti, temveč tudi po izjemno gostoljubnih domačinih. Ogledali si bomo zgleden primer prenove starih cimprač, ki danes lastnikom nudijo izjemno udobno bivanje in kar kličejo po pobegu iz mestnega vrveža. Smo v Križevcih pri Gornjih Petrovcih, v neposredni bližini madžarske meje, v vasici, ki je ostala vsa ta leta popolnoma neokrnjena. V Križevce nas je pripeljala sodelavka, h kateri smo dolga leta hodili na trgatve in na izlete. Takrat smo odkrili lepoto te vasi, Prekmurja, Goričkega in to lepo, prelepo zapuščeno kmetijo, pravzaprav 2 kmetiji in vse ostale hiše, kamor smo preselili svoje srce. Posestvo je sestavljeno iz 2 domačij, lastnika sta brat in sestra. Vsaka družina uporablja po eno hišo, združuje pa jo skupni bivalni prostor, v katerega je spremenjen nekdanji hlev, ki stoji na stičišču obeh parcel. To je prostor, kjer se obe družini srečujeta, kuhata in družita. Tipična prekmurska kmetija je sestavljena iz lesene cimprane bivalne hiške, tako imenovane cimprače in zidanega gospodarskega poslopja, v katerem so živele živali. Nekdanji hlev ima danes drugačno podobo, kot je bila izvirna. Ohranjeni so zunanji obodni zidovi, ki so obnovljeni tako, da se pokaže struktura zidov. Medtem ko je v notranjosti stavba obnovljena po vseh sodobnih principih gradnje in predstavlja kontrast obema cimpračama. Slednji sta obnovljeni v popolnoma avtentičnem slogu, kar še dodatno poudarjata njuni tradicionalni strešni kritini. Razlika se kaže tudi v odprtosti prostora. Cimprače so majhne, temnejše in bolj introvertirane, medtem ko je hlev danes odprt, enovit in svetel prostor, v katerem se nahaja sodobna kuhinja. Ker je po prenovi zasnovan kot povezovalni prostor, so tudi odprtine organizirane tako. Leva in desna stran prostora se odpirata z velikim panoramskim oknom, ki hlev popolnoma odpre proti obema hišama. Ko se drsna vrata odprejo, se v celoti pokaže tudi vrt. Originalna oblika in volumen hleva sta popolnoma ohranjeni. Prostor je zasnovan dvovišinsko, tako se pokaže celoten volumen starega objekta. Kljub temu, da bivalni prostor oziroma hlev daje videz tradicionalnega objekta, je bila prenova izvedena skladno z vsemi sodobnimi principi stavbarstva, toplotno izolirana, ogrevana, tako da nudi popolno udobje za sodobne čase. Verjetno najzanimivejši del tega vikenda je, da je pot zvečer od mize, od tople mize oziroma od toplega kamina v toplo posteljo po hladnem. Ti posamezni objekti med sabo niso povezani s hodniki, ampak si se prisiljen srečati z naravo in s temperaturami, ki so takrat prisotne. Poleti je to zelo lahko vroče, pozimi je pa lahko zelo mraz. Posebno doživetje na tem posestvu pa je zasaditev, vrt, vse to bujno cvetje, za katerega skrbita pravzaprav obe družini in ima predstavlja to veliko ljubezen in hobi. Tipična prekmurska hiša je vedno enaka. Sestavljena je iz 3 prostorov, kuhinje, bivalnega prostora in prostora za shrambo živil in poljedelskih pridelkov. Te hiše so bile vedno lesene, zgrajene iz borovih brun ter pokrite s slamo oziroma premožnejše z opečnatimi strešniki ali tako imenovanimi bobrovci. Danes sta obe hiši prenovljeni na enak način. Kuhinja je bila spremenjena v kopalnico, levo in desno pa sta prostora, ki sta sedaj zasebna dnevna soba na eni ter spalnica na drugi strani. Pomembno je omeniti, da objekti niso bili pod spomeniško zaščito. Pri prenovi je arhitekte vodila ljubezen do starih stavb in entuziazem. Cimprače so tradicionalno umetane zunaj in znotraj z glinenimi umeti, vendar smo se odločili, da na zunanjosti uporabimo apnene umete, ki so nekoliko bolj obstojni in zahtevajo manj vzdrževanja kot originalni glineni umeti in so morda zaradi tega malo bolj primerni za naš sodoben način
uporabe in bivanja. Pri prenovi smo se odločili za enotno barvo hiš, in sicer belo, ampak ni bilo vedno tako. Nekoč so bile hiše zelo pisane, za barvo hiš so skrbele ženske in med prenovo smo v plasteh, ki so bile naložene na stenah, odkrili zelo različne barve. To idejo v barvah smo želeli ohraniti na nek drugačen način, in sicer ima vsak objekt svojo barvno shemo, kjer so pobarvana okna oziroma vrata. Cimprača za nami ima kot motiv rdečo in turkizno barvo, druga cimprača ima rumeno in modro barvo, mala žganjekuha pa rožnato in svetlo-zeleno barvo. Dvorišče krasi prekrasen star vodnjak, ki je bil popolnoma obnovljen, in ta vodnjak ni samo dekorativen element, ampak povsem funkcionalen, saj je v vas prišel vodovod šele lansko leto. Zdaj smo v Cimprači in tukaj res lahko dojamemo ta kontrast med starimi in novimi objekti, med Cimpračo, ki ima majhna okna in kjer je prostor relativno temen, in novim objektom, kuhinjo, kjer so ogromna panoramska okna in je prostor svetu. Cimprača je pravzaprav takšna, kot je bila pred 200 leti. Po dimenzijah oken, po dimenzijah vrat, ki so zelo majhna. Vsi stavbni elementi so originalni, okna, vrata, strop, stene in tudi ometi. Kar je novega v Cimprači, so pravzaprav tla, ki so izdelana povsem na sodoben način. V hiši je tudi talno gretje, toplotna izolacija in vse, kar potrebujemo sodobni ljudje za eno udobno življenje. Morda najlepši je pa kontrast med to staro lupino in opremo v prostoru, ki je popolnoma sodobna. Pravzaprav en tak eklekticizem, ki nas vzame iz časa in iz prostora. Za vse objekte je značilna kombinacija centralnega gretja in klasičnih lončenih peči. To niso običajne lončene peči, ampak peči, ki delujejo po principu hipokausta oziroma kroženja toplega zraka, tako da lahko eno kurišče ogreva 2 ali 3 prostore. Tako kot tradicionalno je peč postavljena v čim bolj središčno lego v hiši in peč, ki ima kurišče v prvem prostoru, ogreva spalnico na levi in kopalnico na desni. Se pravi, ena enota ogreva vse 3 prostore. Vsaka hiška ima nekoliko drugačen karakter, ki se kaže zlasti pri izboru materialov uporabljenih za tlake, barv, ki so izbrane glede na barvo oken in vrat, ter same opreme pohištva. Materiali, ki so jih arhitekti uporabili pri prenovi, pa so pravzaprav elementarni. To so beton, les, surova opeka in klasičen omet. Materiali, ki so že sami po sebi tako lepi, da ne potrebujejo nobene dodatne obdelave. Takšno je pravzaprav stanje teh hiš pred prenovo. Zgleda precej brezupno, ampak v bistvu se da čisto vse uporabiti in popraviti. Hiše je treba podtemeljiti, hidroizolirati po vseh principih sodobne gradnje, take gnile dele, preperete pa se enostavno izreže in nadomesti z novimi kosi lesa. Hiše smo od odzunaj ometali ne z glinenimi ometi, temveč z apnenimi, ki jih je lažje vzdrževati. V notranjosti pa so hiše ometane s prav takšnimi, pravzaprav z istim materialom, ki smo ga shranili. In to je tisto, kar da tem hišam tako posebno klimo in poseben občutek v notranjosti. Žal na televiziji ne moremo pričarati vonja, ki je v teh starih objektih, ampak klima in vonj po lesu, iz katerega so hiše narejene, daje en poseben občutek in spanje v takih hiškah je res drugačno. Največja draž tega počitniškega domovanja pa je vrt. Ta povezuje in zaokroža celo posestvo, zanj pa z velikim veseljem skrbita lastnika, brat in sestra ter njuni družini. Življenje na Goričkem je vedno življenje v naravi in z naravo. Goričko je pravzaprav lepota, ki jo moraš znati videti in odkriti.